Živijo, dobrodošli in hvala, da ste z mano na 36. epizodi podcasta Umetnost lenarjenja, kjer se mi je pridružila Sara Volčič. Sara je novinarka, ki že 30 let oziroma več kot 30 let pokriva črno kroniko. Pred kratkim pa je izdala tudi svoj knjižni prvenec z naslovom Leglo zla in dramatičnim podnaslovom Iz oči v oči z najhujšimi zločinci na Slovenskem. No, ta knjiga je name naredila kar velik vtis, ne samo iz vidika teh zgodb o kriminalcih in serijskih morilcih, ampak tudi zato, ker Sara v njej razkriva zelo, zelo iskreno tudi velik del sebe. Se pravi, zgodba mame samohranilke, žrtve nasilja, ženske z zdravstvenimi težavami. V glavnem, moram reči, da je spodbudno sedeti tukaj v studiu nasproti Sare, potem, ko sem bral, čez kaj vse je šla in videti, kako fantastično, iskreno, uspešno in empatično osebo se je razvila. Take zgodbe so navkljub vsem težkim in napetim, ki jih vključujejo v knjigo, seveda navdihujoče in prijetne. Danes na podcastu Umetnost lenarjenja torej govorimo o kriminalu, sodstvu, policiji, drogah, zlobnih, manj zlobnih posameznikih, alkoholu, obenem pa tudi o duševnem zdravju, o starševstvu, o notranji moči, o pogumu in seveda o lenarjenju. Hvala, ker ste tukaj, ker me poslušate, naju poslušate. Zelo vam priporočam to knjigo v knjigarnah Mladinske knjige, tudi na aplikaciji MK+. Če vam je podcast všeč, se nanga prijavite. Če pa bi imeli podpisan izvod, je danes tudi v sklopu te epizode nagradna igra. Mladinska knjiga podarja eno knjigo od Sare, kar morate narediti, da se prijavite na moj profil na YouTubeu in spodaj pustite komentar. Se pravi, tudi če poslušate to na aplikaciji, za trenutek dajte pauzo, pejte na YouTube, napišite spodaj živijo, jaz bi bral karkoli, dali se četrtek, kjerkoli glup komentar zadostuje in bo eden izmed komentatorjev podpisan izvod knjige tudi dobil. Sicer pa zdaj zaštartamo z 36. epizodo. Upam, da vam bo poslušanje prijetno in da se spet vidimo v naslednjem mesecu. A ti je čudno sedeti na tem stolu, če tako rečem? Imaš več izkušenj iz mojega vidika, najbrž, ne? Ja. Spraševalca oziroma moderatorja. Fajn je, če ima človek kontrolo, ampak zdaj, ko sem malo starejša, ugotavljam, da tudi med stalno kontrolo je tudi obremenitev, tako da se začenjam učiti se prepuščati. Pa to se sliši lahko, pa ni, to vem, da ni. Ne. To je v bistvu kar velik strah in kar ena tenzija. Ne? V ozadju je zaupanje do ljudi. Ne? To so neke globinske zadeve, ki izvirajo iz otroštva. Se pravi, če se ti prepustiš, moraš zaupati drugemu, ne? Da ne bo nič narobe, da bo vse v redu. In to je proces, ampak ne gre pa brez nekega lastnega angažmaja, na nek način tudi poguma. To je tako, kot skušaš sam zaplavati, ne? Te je strah. A bom zmogel, ne bom zmogel. Tako da vsaka nova stvar v življenju terja en trud, en pogum in vidim pa, da se učimo. No? Jaz nisem vedela, da se bom pri teh letih še toliko učila, ampak zdaj se začenjam pa zares učiti pomembne stvari v življenju. To je krasno drugače. Dokler se učiš, se mi zdi, se razvijaš, pa si človek, pa mislim, to je en argument, ki ljudje rečejo, ojoj, na medicinski fakulteti se boš skozi učil, ni to fajn. Ja. A veš, pa boš imel ogromno znanja, pa to ne, ampak glej, tudi meni je, bom rekel, neprijetno sploh ne, ampak izziv, da imam, veš, tako izkušeno novinarko, pa zdaj jaz sem taki tukaj neki kao, ne, se ni to intervju, ampak se igram ne, se mene tudi veseli. Tako da dobrodošla in hvala ti ful za to, da si prišla. A si vedno vedela, da boš novinarka? Ne. Ne, jaz sem otrok, jaz pač imam disleksijo, ko sem jo odkrila šele, ko sem urejala odločbe za hčeri, ko obe nista zmogle branja v 2. razredu in je bilo očitno, da je nekaj narobe. In ko sem hotela njim pomagati, nisem mogla pomagati, ker sem se zatikala na iste stvari. Oziroma ti imaš neke vaje za dislektike in tako ga prepoznaš. Zmečejo besede narobe in dislektik bo prebral normalno in jaz sem videla, da, skratka. Ampak jaz pač kot otrok, tega v našem času ni bilo in sem jaz gledala samo slikanice, slikice, nisem brala, težko sem brala, slabo sem računala. Tako da to bi bila zadnja moja izbira. Nekje, ker bo veliko branja in veliko pisanja, ni šans.
Tako da na ključe je hotelo, ampak zgleda, da je tako, ne, da tam, kjer si šibek, se verjetno skriva nekje v ozadju tvoja največja moč. Ali se pa še toliko bolj potrudiš, mogoče, ker se moraš, si prisiljen. Verjetno, raziščeš nekaj, kar v tebi ne štima in ko to začneš raziskovati, ugotoviš, da tisto, česar se bojiš, mogoče je res eno veliko darilo. No? Spodbudna misel, drugače to se mi zdi. Veš, jaz sem tudi na celo šolanje, osnovno in srednjo šolo, sem imel najboljše ocene pri slovenščini, pa pri filozofiji, pa kemija, biologija in te stvari, s pomočjo katerih zdaj rešujem življenje, recimo sem imel vedno 4, ne. Dobro, 4, to se znam, ampak pač nisem bil niti blizu najboljšega performansa, tako da zanimivo, kako nas ljudi kdaj povleče v neko smer. Ja, nekam te nese, ne veš sicer zakaj, to ugotoviš kasneje. In mene je nekako res neslo, tako ko gledam. Nikoli ne bi bila. Mene je recimo medicina zanimala, ampak preprosto ne sam, da sem imela 4, jaz sem imela v srednji šoli popravce matematiko. Enostavno, meni stvari niso bile jasne. Jaz sem gledala, kot da bi gledala belo steno, sem videla, da je črna. Ne? Ampak nisem razumela nekih mehanizmov, ni mi bilo jasno. Tako da ja, ta medicina se mi je potem odmikala, ker me zelo zanimala, ali pa psihologija, psihiatrija, ampak se zdaj kot novinar delam malo vsega. Pa postaneš v bistvu v stručko za vse, sicer ne vrhunski, ampak tako, ne? Vsega se dotakneš. Se pozna, mislim, da zdaj si skromna, ampak če je novinar dober, povprečen, vrhunski, mislim, marsikdo tudi, ki se ne spozna na te stvari, se mi zdi, se opazi. No? In smo tudi hvaležni, seveda, vsi za odlične novinarje. Si pa pol nekako, se mi zdi, zdaj, kar sem bral, nekako padla, se ujela, se navadila, ker ti je pol, ko si bila v tem poslu, ne vem, si kdaj razmišljala, jaz bi šla, jaz ne bi, najbrž kdaj se mi zdi, da vsak normalen človek ima dvome, ampak te je kar vleklo naprej nekako, ali kako? A postane to neke vrste, ne bom rekel droga, ampak ta življenjski slog novinarstva, ki je skozi nekaj novega in razburljivega. Ja, jaz mislim, da to izvira iz mene in z mojih spet pomanjkljivosti. Pač nihče me nikoli ni na ta način pregledoval, ampak enkrat me je ena klinična psihologinja, sem bila službeno pa njej rekla, vi imate sigurno malo ADHD-ja, se pravi hiperaktivnosti, a vidiš, tle se že prestopam. Ne? Prestopaj se, ni problem. Imamo širok kader. In novinarstvo v bistvu nudi ravno to, da se dotakneš vseh stvari, da se stvari hitro spreminjajo, malo tudi adrenalina, ne, moram reči, ne, je zoprno, ko se stvari dogajajo zadnji hip, ampak istočasno je pa tudi nek drive, ne, ker te drži ves čas je v nekem gibanju. Jaz nisem nikoli imela te mirnosti, tudi to se zdaj skušam, ne? To je zdaj to učenje moje, ne? Obsedeti, ne samo frčati. Sem imela pomisleke, a bi ostalo v novinarstvu, predvsem takrat, ko je postalo življenje pretežko in zame kot mamo samohranilko prevelika obremenitev, časovno in tudi psihološko, ker novinarstvo ti ves čas brni v glavi. Ne? Tako kot zdravniki razmišljate za nekega pacienta, pa poldne težko rečeš, zdaj je pa glava ne? Samo za kuhanje, pa otroke, pa ženo. Tako tudi novinarju, ne? Ideja, kaj bi posnel, kaj bi. Ampak sem hotela že menjati, ampak ne bi šla pa neki PR, pa neki podobno. Šla bi ven na nekaj drugega. Ampak nekako sem premagala tiste krize in ostala. Ostala sem pa zato, ker resnično verjamem, če ne bi tega nikoli delala, da lahko s svojim delom premaknem stvari na boljše. To ne pomeni, da delam tektonske premike, ampak vsaka malenkost na boljše, vsak stavek, ki nekomu pomaga. Recimo, jaz vizualiziram delo novinarja na nek način tako kot knjige. Vsako knjigo, ko človek prebere, če je samo en stavek, da ti koristi v življenju, si napredoval. In tako vidim tudi svoje delo. Pač jaz sem pristaš malih kapljic v morje, vsaka kapljica nekaj pomeni. Zato sem ostala, ker verjamem v to, da novinarstvo lahko pomaga to družbo delati lepšo, boljšo, varnejšo, prijetnejšo, skratka. Na. Absolutno. Očitno se zavedaš moči novinarjev, se mi zdi, da gre to tudi v obe smeri, ne? Ker mi je krasen ta citat Mance Košir, da novinar je lahko samo tisti, ki se zaveda, da lahko z enim stavkom tudi uniči nekomu življenje. Ja. Ne samo, da ti lahko, kot si zelo lepo rekla, delaš pomembne spremembe na boljše. Napačna stvar, nepreverjena stvar in je lahko zelo, zelo hudo. Ali pa dovolj nepremišljena. Bili so primeri, ko so dejansko
bom rekla ker nisem sodelovala v teh posamičnih, recimo tem inkvizicijskih napadih na osebe, ki so mogoče tudi ravnale narobe, ampak kako se mi lotimo tega prikazovanja, a mi posežemo, a gremo mi v spalnico, a gremo v spodnje hlače, bom zdaj karikirala, ne? Ali to prikažemo na nek človeški, na dostojen način, bom rekla, za državnostjo, mogoče s pieteto, z občutkom do ljudi, ki so povezani s to osebo. In tukaj je bilo par res, bom rekla, masakrov narejenih na določene ljudi in so se končali tudi zelo, zelo slabo. Tako da to se strinjam. Mance je bila recimo tudi moja mentorca na diplomi, Draga mi je učila me na fakulteti. Ja, ni tako enostavno, ne? In vsaka beseda posredovana v javnost, tako kot praviš, ne, je lahko nož, ki te varuje, ali pa nož, ki nekomu stori nekaj slabega. Tega se moramo zavedati v vsaki napisani besedi. Absolutno. Zdaj jaz sem prebral tvojo knjigo Leglo zla. In škaj najprej bi te vprašal, zdaj mogoče to sem ful preskočil, oprosti, ampak tako, ko si govoril o teh nožih, sem se takoj spomnil. Daj mi najprej povej, kako in kdaj si se odločila, da bi napisala nekaj takega? Ja. Jaz v bistvu, ko poročam o zgodbah, recimo s kriminalom sem se srečevala od začetka svojih novinarskih poti, potem sem delala še kaj drugega, šla v kakšno drugo redakcijo, skratka ta moja potovanja novinarska so bila različna, vedno me je zanimala tudi sociala, tudi medicina, ampak to so vse stvari, ki se tičejo človeka. Se pravi, politika me ni zanimala, težko bi bila politični novinar, ker je tam potrebno veliko diplomacije, ne? In neke take odmaknjenosti, jaz sem pa bolj direkten človek, tako, politika ni zame. No, in vsakeč, ko ti snemaš s kom, z neko osebo, ki se mu je zgodila, ali neka tragedija, bodi si, da je to oškodovanec, žrtev, ali pa da je storilec, ne? In če se s temi ljudmi pogovarjaš, ugotoviš, da stvari niso tako enostavne. Nekdo ni samo, tako kot napišem v knjigi, slab ali samo dober, nekdo ni samo kriminalec, je tudi človek, je lahko istočasno tudi oče, ne vem, stric, delavec, ima več vlog, ne? In ko sem začela to raziskovati, televizijski prispevek ne omogoča take globine, ne? Televizija, tudi nimamo zdaj dokumentarcev. Vedno je ostajalo nekaj na zaloge. Vse sem povedala bistvo, ampak vedno je nekaj ostalo. Tako da v meni je tlelo. Moram reči, da so me že ljudje spraševali, ker jaz občasno, pač, ko delam prispevke, napišem še članke za našo spletno stran in nekako pisanje mi gre, ne glede na moje slabe začetke. Pa so me včasih tako malo vprašali, bi ti kaj napisala, ampak jaz nimam te pisateljske domišljije. Jaz ne morem biti pisatelj. Me pa zelo zanima človekova duša. Me zanima, zakaj človek določene stvari počne. No, in to je tlelo. Jaz sem rekla, nekoč, nekdaj verjetno bom. Ne? Potem je pa iskreno dobila sem ponudbo, poklicala me urednica Mladinske knjige, zakaj rečem, in mi je olajšala pot. Ker to pomeni, da sem imela že nekako zagotovljeno vse tisto, kar je obremenitev, ko nekdo napiše knjigo, in je bilo treba samo pisati. Ta samo se je pa izkazal kot, rekla tako, zelo lahkotno sem mislila samo napisati knjigo, ker ni enostavno. Kdor je to poskusil, to si ti naredil, veš, to ni samo zbrati neke impresije, pa tisto, kar si doživel na kup, ampak moram je trepniti glavo in nekako. Jaz sem imela ta strah. Ne? Pisati o kriminalu je lahko hitro se sprevržal mrhovinarstvo, naslajanje, poglejte, zgražanje. Ne? Ni to bil namen mojega pisanja in je v bistvu to področje zelo občutljivo. Tako da tu sem jaz imela težko delo. Da sem spravila to v eno formo, da ne gre za populariziranje kriminala, da ne gre za delanje herojev, romantiziranje, koliko je to, koliko so ti, to ni film po televiziji, ko so najboljši filmski igralci lopovi in se ti zdijo, koliko so simpatični, ki kradejo in streljajo s tistimi kalašnikovi. Ne, to je resničnost. Tako da, ja, prišlo je pač spontano, ponudba je bila in potem se tega lotila, je pa bilo kar težko delo. Ampak res ti gre, no, to, zdaj sem knjigo prebral, krasno teče. Moram pa reči, da me je zelo, zelo pretresla. Dosti bolj, kot sem mislil, da me bo. Aha. Res presenetilo me, veš, ker te stvari, bodimo iskreni, so zanimive za brati, kakor beremo različne novice.
zanimivi so serijski morilci, zanimivi. Mislim, to človeka pritegne z neke morbidne fascinacije, ampak jaz kot nekdo, ki rad bere recimo kriminalke pa fikcijo, me je ta knjiga toliko bolj pretresla, kot sem mislil, in to me je zelo presenetilo. In potem sem razmislil, zakaj. Kaj je zdaj, kako me lahko zdaj to, če berem že recimo 20 let. Zdaj, in pol vidiš, kaj je razlika, to, kar si zdaj rekla, kaj je to resničnost, kaj je real life. Ker zdaj sem bral recimo ravno par mesecev nazaj knjigo od tega, ena od Chris Carterja, in sem bral neki morilc je bil, ta standardno, in je prišel ta detektiv ali detektivka, se ne vem več, v eno sobo in tam je vesela ženska na kavlu obesena, veš, čez usta, A veš, in pol ti izbereš, kako ga bojo zdaj dobili. Ampak to sem bolj razmišljal pri tvoji knjigi, Tisti sem prebral brez nekih emocij izven tega, da me je zanimalo, kva se bo zgodilo, In kako ta fikcija, nekak in Hollywood in knjige in serije malo probajo potiskati v ekstrem, kaj bomo zdaj pokazali, ker če ne, si se že malo asimiliral, pač tam, če bo sam prišel enega strelil, kaj ne, to ni več zanimivo. Pa berem v tvoji knjigi o teh dveh ljudeh v Sloveniji, ki sta šla v eno hišo in sta eno maturantko ustrelila v glavo, ki se je učila za mizo. In pol berem, mislim to tako, prav, da sta to naredila, ker sta slišala, da je v tej hiši denar. Tekačevo, ja. A veš, ne iz tega, da vsaj, pisala si tudi noter, pišeš o Plutu, o Tropcu, o teh največjih, ampak vsaj, veš, da je zadnji neka patologija, neka jeza, neko maščevanje za denar, razumeš, da vzameš ti življenje, za tisto, da boš kupil si avto ali pivo, ali kaj si mislil, da obstaja, mene je to, jaz sem se tam sedel, sem od dneve sobe, sem mislil, v tej državi obstajajo ljudje, ali pa so obstajali kakorkoli, ki lahko ustrelijo 17-letnico v glavo, v upanju, da bo v tej hiši nekaj denarja. In to ti pa ne da nobena fikcija, pa nočem delati antireklame knjigi, kar jo zelo priporočam, ampak je pa res prava. Mislim, tako, te strezni na nek način. To je tista resničnost, ki je ljudje dejansko, ko mi poročamo o nekem zločinu, dobro, Tekačevo je bilo 27 let nazaj, ampak ko ti poročaš, ko se zgodi nek umor, mi imamo zelo malo informacij. Se pravi, policijski trak, policija je zelo skopa, jaz zdaj pripravljam prispevek recimo zadnjega umora, ki je bil na Bledu, umor, uboj, karkoli. Zelo malo informacij. Potem je sojenje, tudi še pač sledimo novinarji sojenju, ampak na sojenju se žrtev že zgubi. Na sojenju je storilec in se ukvarjamo z njim. Zakaj je to naredil, kaj je naredil, večinoma. Potem je obsodba, potem je zapor. Kakšne storilce srečam jaz v zaporih, toliko časa kasneje ali pa kak drug novinar in to je to. Zgubi se občutek, kaj je bilo storjeno. Ko pa ta trak pade. Jaz sem imela priložnosti tja v Tekačevo, sorodnik umorjenih lastnikov hiše je bil razumevajoč, odprl je hišo. In ko pa ti prideš tja in kako praviš, vizualiziraš, je pa to ena resničnost, do katere večina prebivalcev nima dostopa. Enostavno mi tega ne vidimo. Tistih pajčevin, jaz jih imam pred očmi. To je pač moje veliko darilo, ampak tudi prekletstvo. Zato jaz lahko to opisujem, zato ker jaz to vidim. In to so tiste impresije, ki jih pač nosiš sabo v sebi. Mislim pa, da je prav. Jaz mislim, da veliko ljudi, moje hčere, starejša ima 22 let, mlajša 20, in pač imajo prijatelje, ki jih zdaj tudi ta knjiga zelo zanima, po isti liniji, gledajo vse te serije po televiziji, po teh mrežah, skratka, a to je tudi pri nas. Nekako Slovenija se mi zdi, mladim je Slovenija itak bedna in pa si misli, da je bedna na vseh področjih. Skratka, mi nimamo nič, nimamo dobrih trgovin, nimamo niti kriminalcev. Tako, ko bi le bilo tako. Ja. Ko so prebrali to knjigo, so tudi pretreseni zato, ker se niso zavedali tega. Se jaz ne bi hotela plašiti ljudi. Ampak sem pa vedno pristaš nekak resnice. Dajmo se zavedati, kje živimo, v kakšni družbi živimo, kaj se lahko zgodi, kakšni ljudje tudi hodijo po cesti. Bodimo, recimo temi, pozorni, ne prestrašeni, ampak pozorni. Tako, da se zavedaš, tako kot pravijo te, ki grejo na neke meditacije, zavedaj se svojega telesa, svojih občutkov, jaz rečem, zavedaj se svoje okolice. In jaz sem dosti teh stvari videla, ampak sem jih videla tudi kasneje. Tudi kdo, veš, en umor, reče policija, lani je bilo, 5 umorov, nič posebnega v statistiki. Tisti umor, ki se je zgodil, jaz sem spoznala recimo par mater, ki so izgubile otroka, to so bili že polnoletni, so bili umorjeni. To je doživljenjsko
peklensko življenje, tu ni več življenja. Ne? In tu kanček tega opišem, razumeti, kaj en zločin prinese. Ne? Tako da ni to samo en umor, ampak je to uničenje, dobesedno opustošenje, uničenje vsega lepega, ne samo za tistega človeka, ki ga ni več, ampak za vse, ki so bili z njim kakorkoli povezani. In tega je veliko. Pa to lahko delaš tako kot leta in leta, pa se ne iztrošiš na nek način sama. Ravno to, kar opisuješ in super opisuješ v knjigi, kako si pošla na te nekako recimo po tem tekačem po hiši in si gledala, kje je on hodil, kaj je gledal, ne, kaj je videl. To je tako fascinantno, ful zanimivo, ampak si predstavljam, da po parih let tega bi šel rad, ne vem, poročati o kuških pa Jaz sem v bistvu oseba, ki sem zelo vedre narave. Ampak to vedrost, če bi zdaj tle, ne, tako malo se počutim kot en kloven, tako če bi jaz sebe opisovala nadaljavo, da bi se gledala kot osebo, bi bila kloven. Ampak klovni zabavajo celo množico, so smešne, pa globoko v sebi so žalostni. Mene to dejansko žalosti. Mene vsaka zgodba, ki se me dotakne, razen tiste, ki jih pozabim, ampak najhujših ne pozabiš, nažalost, ostanejo z mano. To bi jaz težko bi rekla, da niti ne nesem tega domov, ne nič. Ne vpliva na način, da bi bila zagrenjena, sem pa žalostna. Žalost imam v sebi, moram priznati, ampak tako, ti ljudje, povem iskreno, ko sem jaz z njimi se pogovarjala, pa če so bili povezani z nekimi zločini, bodi si kot storilci, tudi storilci si sebi zelo poslabša življenje svoji družini. To ni. Pustimo, mogoče en del je takih, ki jim je čist ravno, pa so čisti psihopati, ampak vsi, ki so deležni zločina, ki se jim je zgodilo nekaj slabega, pa ni treba, da je samo umor. Lahko je nek rop, lahko je nek napad, huda telesna poškodba, si traumatiziran ali pa da te evropajo. In se pravi, in storilci, in oškodovanci, oni so zaznamovani, nosijo to sabo. Ampak jaz sem doživela in storilci, in oškodovanci so bili veseli, da sem jim dala besedo, da so oni imeli možnost povedati, včasih, kakorkoli se zdi komu čudno, ljudje so včasih veseli, da greš in posnameš grob na pokopališču njihovega otroka. Ne? Recimo, pa da posnameš kamenčke, recimo, ko je umorjena hči, in otroci hodijo na grob mamici in dajo kamenčke. Zakaj? Zato, ker nočejo, da je tista smrt za manj. Hočejo, da se vidi, da se ve. In mogoče bo to preprečilo neko novo smrt jutri, čez leto in dan. Tako da, in ta hvaležnost, ta občutek, da se ne obrnem stran in da slišim to njihovo bolečino, mi daje nek občutek, da je prav, da to delam. Se pravi, da se ne iztrošim, nosim to sabo nekaj časa, ne vem, zdaj imam jaz pred očmi, ko govorim tebi, ko povem stavek, vidim te ženske. Večinoma so ženske matere, tudi zato, ker se lažje izpostavijo. Imam tudi jokajočega očeta, pustimo, iz Tolmina. Ampak mislim, da je prav. Iztrošim me, ne, čutim pa pač to, ker če bi delala kuške, živali imam zelo rada, ne, bi pač prihajala domov nasmejana, tako pridem časih žalostna. Ampak vse to, mislim, to je tudi del življenja. Veš, da je tudi ljudje se kdaj besno uklepajo tega, da ne bi nikoli čutili stresa pa žalosti. Pa, ne, tudi tako, jaz sem tudi veliko predavam o tem od druge knjige naprej in marsikdo mi reče, ne, a ti si pa zdaj vedno miren, pa vedno srečen. Pa to ni človeško, ne, sej meni tudi pacient umre, ne, pa kličeš svojca, pa si tudi zapomniš, da je, ampak bottom line je pa to, kar si rekla važno, ne, da imaš občutek, da delaš to za nekaj dobrega, ne, da nisi ki teži, pa tam v filmih tudi v teh kriminalkih, ki ti gledajo na živce, ste ponovadi novinarji prikazani unija, veš, ki težijo, pa trkajo na vrati, ampak da to delaš iz neke pravilne motivacije. Meni, evo, jaz lahko rečem, da si mi totalno odprla oči, tudi da živim v nekem mehurčku, ne, da seveda vsak si oblikuje neko družbo, pa neke ljudi okoli sebe, pa neko okolje in imam pač čudovito okolje in se počutim, dejstvo je, da v Sloveniji je bistveno bolj varno, kot v Detroitu, pa Bronxu, pa to. Ampak vseeno, a veš, jaz recimo, če bi meni rekel, a misliš, da lahko greš na koseško tržnico, pa te dajo v en kombi, pa te utopijo v Savi, če jim ne daš denarja, bi jaz rekel, da nekaj ti gledaš preč filmov, a veš. Ja. Poberem tvojo knjigo in se rečem, ok, mogoče tudi jaz, kdaj prevečkrat grem tako sam s telefonom, a veš, musko ne gledam okoli sebe, veš, po cesti. Ja. Jaz sem treniral drugače ta jiu-jitsu pri enemu trenerju iz Brazilije in on nam je tudi govoril, vse je super, Carlos še zdaj uči v Ljubljani, kako
ko hodiš po cesti, glej, tudi tako, malo položaj drugih ljudi, pa če je kaj čudnega se dogaja, pa če ti kdo za tabo hod, pa sem si mislil, a veš, dobro, on je iz Brazilije, on to ne ve, njega je strah, ampak mislim, to si mi definitivno, daleč od tega, da si mi naredila paranoičnega, ampak predstavlja si mi pač nek svet, ki ga mogoče res nisem poznal. Ne? Ja, jaz hočem reči, večina staršev, tudi jaz sem za svoje otroke vedno poskrbela in prav je tako, neko varno okolje. Zdaj, če bi vedela, da je nekaj zelo potencialno nevarnega, veš, da jih zaščitiš. Sam po drugi strani, ko pa otroci začnejo malo odraščati, pa nimaš več take kontrole. Ne? Zato ti moraš, jaz sem pač tudi jih na isti način opozarjala, da ko je zelena na semaforju, ni zelena, dokler se avto ne ustavi. Ne? Ker so bili primeri v Ljubljani, ko so pač ubili majhne otroke. Zakaj rečem ubili? Zato ga pač to je na nek način tudi na silo povzročena smrt. Ker pač je bila zelena za otroka naravnost in je bila zelena za tovornjak, ki je zavijal levo. In ga je zgazil, ne? Grdo rečeno zgazil, ampak ja. Tako da v bistvu jaz rečem, opreznost je tako kot znanje. Ne? Se pravi, evolucijska prednost. Ne? Na nek način se kdo je preživel v evoluciji. Ne? V bistvu strahopeci, ker kdor se je zavedal nevarnosti, kdor se je malo bolj bal, je všel nevarnosti. In to na nek način ni fajn, da smo anksiozni. Jaz sem že na momente malo anksiozna, ampak ne zaradi službe, ki jo upravljam, ampak fajn pa je imeti malo te garde, tako kot praviš ti. Pa ne, jaz hodim po cesti, pa tudi gledam, lahko bi kak avto priletel. Danes ni naključje, da se zakadi avto v množico. Če vidim in imaš situacijo, ko norijo mimo, enkrat me je skoraj tule pržala, sem šla v trgovino s hčiro, pa s kužkom, smo ga še imeli, grem na prehod za pešce in z daljave, pač preden grem na prehod, 200 metrov daleč, pogledam avtomobilov, se odpravim z otrokom čez prehod. To je bilo že nekaj let nazaj. In spet šokiram in ta avto ne ustavi. Na koncu sem sam zalaufala. Človek, pa moj bil zadet v nekem BMW-ju ali Mercedesu, skratka avto, on ni ustavljal. Ampak če ne bi jaz 17krat pogledala in šokirala, a gre, in ko sem videla, pa smo sam zalaufali. Tako da, fajn je biti pozoren na svojo okolico, konc koncev. Ja, je pa vseeno nekje, ni rdeča nit te tvoje knjige zame bila, tako bom rekel, nekako edukativna, dejansko se malo bere kot kriminalka. Seveda s tem žalostno resnico, da v našem svetu in življenju jih tudi včasih, te napadalci in morilci pač niso najdeni, niso obsojeni. To je še ena razlika od kriminalk. Se mi zdi, ko bereš neko kriminalko, se tako malo veseliš, tudi da ga bojo ujeli, ker je to neka obljuba, ki jo avtor nekako more, skoraj si malo, razočaran, če tega ne naredi. Seveda ne more dati nek ful zanimiv zaplet, pa napisati in detektiv je rekel, to je bilo pa res težko, ta je ušel in pa je konc knjige, noben ne bo bral. Pri tebi sem pa točno to tudi videl, kar si pisala zelo dobro, tudi v teh sodnih procesih, kako poteka, seveda vsak je nedolžen, dokler se mu neizpodbitno ne dokaže obratno, ta zanikanja, laži, pretvarjanja in na konc, kot nekdo res, ki ima zdaj toliko izkušenj s tem, recimo, če te tako vprašam, bi rekla, da drži ta naš sistem, policija, sodstvo, tožilstvo. Pravosodni sistem je dobro postavljen in mislim, da je postavljen na način, da so varovane človekove pravice. Kar je prvo, Kar je osnova, kar ne bi želeli, da zapira ljudi po krivem, da so po krivem obsojeni. Tako da jaz mislim, da pravosodni sistem je dober. Kaj se mi pa zdi, da v bistvu je malo skrenulo, oziroma da je iztirlo na nek način. Bom povedala primer, ker sem bila še mlajša novinarka za časopis Dnevnik v Kopru in ni mi bilo jasno takrat. Sojenje, koprsko primajo neko mamilarsko združbo, preprodajalce z mamili, jih dobijo, celo posnetki so bili, smo gledali to na sodišču takrat, kako so, hecno me je bilo, kaj je bil en kriminalist, kaj je bil res, recimo temu, obsežen, predvsej v krogu, in take kodrčke imel, blond, velik, res filmski lik. In mi ni bilo jasno, kako hitro je lahko ta človek tekel, kako vidiš ti, Skratka, on jih je ujel, ali kaj? Kazali so neko tek, takrat so bili ti posnetki in jaz sem rekla, wow. Ampak ni važno. V tem primeru so prijeli prekupčevalce mamil, so dobili mamilo, so dobili vse.
te storilci so bili oproščeni, mamilo jim je ostalo v rokah in jaz sem nekaj čakaj, zdaj mi nekaj ni jasno. Dobiš lisico, ki ima svoj nos v marmeladi, marmelada je pojedena, lisica je še vedno, in pač ok, v redu. In sem nekaj, kaj napišem na to mamilo, kaj je zaseženo? A je prinesel Božiček to? Kako to, če ne drugo, moraš dati na uničenje. No, in to se zdaj gremo v teh procesih, vse je okoli zakonitosti zbiranja dokazov. Se ne ukvarjamo s tem, kaj je bilo storjeno, ampak na kakšen način ste vi tole zdokumentirali. Se pravi, jaz rečem, to je tako, kot da bi učiteljice v srednji šoli naenkrat pri spisih, pri esejih, ker imaš več stvari, imaš vsebino, imaš postavitev, imaš pravopis, ocenjevali sam še pravopis. Ni važno, kaj se zgodi, samo vejice so važne. In to se zdaj gremo. In jaz mislim, da ta sistem... Ne vem, res, nimam pravne izobrazbe, ampak ljudje zgubljajo zaupanje v sodstvo zaradi tega. Ker se ne gre več to, kaj je kdo naredil, ampak na kakšen način, kje je tista vejca, celo za nazaj se gre. Nek dokaz, ki je danes vzdržen, se ga bo sesuvalo v naslednjih sojenjih 10 let, dokler ne bo tam en sodnik rekel, ja, tisto pa res ni bilo prav. Ampak če je bila neka odredba, dovolj močna, da so v določenem prostoru in času neko hišno preiskavo naredili, ne moreš ti tega čez 10 let sesud. To je tako, kot da bi na medicino pa neke postopke, ker ni bilo nekih naprav šli, reči, ta operacija je bila narejena narobe, ker ni bilo te nove tehnologije. Pa ne samo to kot si rekla, recimo zbijaš za 10 let nazaj, da ta odredba o hišnem preiskavi ni bila zakonita. In ne samo to, ampak recimo, da so na tej preiskavi najdeli not tak, ne vem, krvav nož, zdaj pa tega ne smejo več upoštevati. A ni to bizarno? Ja. In to... Kot da bi rekel, pa ta operacija ni bila uspešna, pa bi jaz rekel, ampak pacient je preživel, pa je boljši. Ja, samo vsem. Zdaj vemo, da ne bi smela, ne? Tako, ne? Razumem. Ta neka administrativna semantika, ki jo najbrž pa odvetniki zelo razumejo in iščejo točno tukaj svoj forte. Te so pa mojstri. To se mi pa zdi, sej so fajn, oni delajo svoje delo, ampak to se mi zdi njim poslastica, jaz jih kar predstavljam, tako vizualiziram, kako dobijo spis in sem začnejo tako kje bomo zdaj našli napakico. Tako, in se mi zdi, veš, da se zgublja tisto občutek, kaj je prav, kaj je narobe, ker pol je tu sam, kako se znajdeš in pol kdo je budala v naši družbi, tisti, ki se ne znajde. In gre en tak občutek. Jaz sem se danes prepeljala s svojim avtom, ki ga imam 22 let. Kredit sem vzela za njega, ker sem imela datum poroda svoje hčere prve. Ima 470 000 kilometrov. Jaz sem vesela, da ga vozim. Za večino ljudi sem največja budala, ker kdo vozi tak avto, neko staro škatlo, ki razmišljam, a bom prišla še do tehničnega do konca leta. Denar, stvari, premoženje na čim lažji način, neumen je tisti, ki se mater za službo, neumen je tisti, ki si predela sive lase, neumen je tisti, ki hodi s podočnjaki okrog. In ta miselnost, in ko ti dobiš neke hude kriminalce in pač zadeva na koncu propade, pa hude kriminalce dobiš seveda z nekimi zasegi in to, pač ljudje zgubijo pač zaupanje, da se zgodi tisto, kar je pravno. Tako. In da je kazen. To je tako, kot v osnovni šoli, veš, če si imel koga v razredu, ki je delal galamo, pa je pol bi učitelj drugega kaznoval, veš. Ta učitelj... Zdaj brez veze, zakaj ne posi delali pol galame? Ne, če tisto gre. Tako da to je zdaj ena taka situacija, da mogoče malo neprijetna. Ne vem, kako se iz tega gre. Ne vem, ampak zdi se mi, da je kakšna stvar res mogoče, ne vem. Kaj same pa se mi zdi spodbudno, da to, kar sva zdaj opisvala, te izločevanje dokazov, pa te lovljenje ljudi na vejcah, spet izhaja iz tega predpostavke, kad si rekla, da je treba primarno varovati ljudi, da ne bodo zaprti pač nedolžni. In zdaj, najbrž kdaj se koga oprosti, ki bi mogel sedeti, po drugi strani je pa še manj možnosti, da... Mislim, pri tem sistemu mene moti tu se mi zdi nekako nepravičnost, da, če se že gremo vejce, ampak to pregledovanje, iskanje vejc, pač si lahko bolj privoščijo tisti, ki ima več denarja. Recimo, da bi vsi imeli lahko
Se pravi, nismo čisto enake, ker, a veš, so določeni res mojstri vejci, jih bom poimenovala, odvetniški mačkoni, kot jih imenujem, in te bojo našli vejce, ne more si pa vsak privoščiti tega mačkona. In tu v bistvu so ljudje, kakšen bo obsojen za nek zločin. Jaz vedno pravim, kazen mora biti. Mene so nedavno spet ujeli, sem pustila, hči je imela rojstni dan, sem parkirala, vse 4 sem pustila, nisem parkirala avta, pridem gospod, je vaš ta avto, so bili policaji, so slikali, sem rekla, sem zavila za očmi, ampak je prav, nisem poiskala parkirišča, a veš, jaz se zavedam, kaj jim pravi narobe, ne glede na to, da mi ne paše. In jaz bi vedno rekla, da če je nekaj narobe storjeno, je prav, da družba ta dejanja obsojenih tudi pravilno kaznuje na tak ali drugačen način. Bi bilo mi pa bolj všeč, če bi ne bile take razlike med bogatimi in revnimi. Ampak to je zelo zanimiva poanta, nisem nikoli pomislil, v resnici neka neenakost pred zakonom nastane na ta način, seveda, ker so odvetniki različni, tudi različno je, če ti lahko plačaš 4 odvetnike namesto enega, valjda se bojo več stvari spomnili. Ja, ali pa tako, če pogledaš, kdo uporabljam te medicinske primerjave, zato ker si ti zdravnik in zato ker tudi ljudje razumejo. Sem hvaležen. Če greš na neko operacijo, hočeš, da te operira najboljši, vrhunski. In če bo to stvar medicine, se bo to večinoma zgodilo v res zahtevnih operacijah. Ne bojo dali nekega začetnika. Zdaj, če si pa ti revež, boš pa dobil lahko tudi začetnika, odvetnika. To ne pomeni, da je on slab, ampak vsekakor nima znanja in izkušenj, da bi tebe branil na tak vrhunski način kot kdo drug. To so izkušnje, kot si rekla. Po lepo slovenska fraza z vsemi žalbami namazan, se mi zdi tudi, ne samo znanje. Veš kaj, tole si omenila malo, nekako je to neka epidemija, bom uporabil ta izraz tega upiranja sivim lasem, dela. Veliko ljudi misli, da če si zaradi službe kdaj neprespan, utrujen, nimaš časa zase, a priori živiš narobe. Jaz se proti temu tudi probam aktivno tudi govoriti, kar po eni strani zagovarjam, tudi dobrodošla na podcastu umetnost lenarjenja, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da iskati življenje, kjer ni odrekanja, vodi samo v ekstra stres. Neke najlepše poslanstva v življenju, tudi starševstvo recimo, bodo zahtevala odrekanja sebe za druge in tudi določene službe, vključno svojo in mojo službo. In se mi zdi, da moraš tudi si nekako vzeti v zakup, da boš v življenju kdaj utrujen, pasiv, je pa seveda razlika, a si zato, ker te služba izpopolnjuje, pa se ti zdi pomembna, ali zato, ker šef bi rad še malo več prodal, pa malo več keša imel, pa moraš zato ti po noč nekaj prodajati. Se pravi, se mi zdi ta luštna poanta, pa me zdaj zanima, zdaj ti si delala ogromno in seveda z 2 malimi otroci, mati samohranilka, a si takrat razmišljala, kaj o tem lovljenju ravnotežja, o kakšnih načinih, da se upočasniš, ker jaz imam enega otroka, zaenkrat, pa že s tem enim vem, koliko je to neskončno, ne samo pomembno, neskončno obremenitev in neskončno časa. Kako si to nekako preživela retrogradno? Nisem prišla iz tega ven nepoškodovana, ampak noben starš ne pride. Jaz dejansko imam izjemno rada otroke, imam 2, če bi imela možnost, bi jih imela več, pa ne iz nekih verskih vzgibov, ampak otroci so mi res všeč in so življenje. Zelo veliko sem se izmučila. Jaz sem imela tudi obdobja, ko sem tudi kaj zbolela, sem tudi obležala in sem bila resnično, recimo temu, modern izraz je danes izgorel, ki ga uporabljajo tudi že študenti, recimo, kar se mi zdi nekako krivično. Ker jaz rečem, imela sem trenutke, ko sem bila tako v slabi koži, to je bilo pa malo po tistem, ko sem ostala sama, tudi psihično sem bila zlomljena, se po 3 dni nisem stuširala. Nekdo, ki je izgorel, si ne naredi make-upa in gre s prijateljcev na kavo in o tem debatira. Ampak je izgorel. Mu je voda, ga boli, ko jo da na kožo. Sem imela te trenutke, ampak po drugi strani pa brez nič ni nič. Včasih so ljudje, če gremo nazaj v mojo generacijo, moji starši, mi smo kupili hišo v 4. gradbeni fazi, moji starši niso imeli denarja, vrstno hišo. Mi smo imeli, na mesto zaves smo imeli rjuhe. In stopnice so bile samo železna ograja, smo
pazili, da ne padeš, tam bi se ubil, če bi padel, ker ni bilo denarja za les. Se pravi, brez nič ni nič. Danes se mi zdi, da bi ljudje vse na hitro radi. Radi bi bili, ne vem, veliko jedli, pa bili suhi. Ne? Radi bi bili stari, pa bili mladi. Pač ne gre. Ne? Ti v življenju, vsaka stvar, meni je všeč tale avtor Jörg Bucay, ne vem, kako se pravilno izgovori. In on napiše, vse dobre stvari stanejo. Vse stvari, pa ne nujno v denarju. In ti pač preprosto, to je ena matematika. Ne? Če nekaj hočeš pač imeti, boš mogel za to nekaj vložiti. Ne? In imeti otroke je čudovito darilo, najlepše, po mojem, ki obstaja, ampak veliko stane, ker je toliko vredno, moraš veliko vložiti. Isto je s službami. Jaz mislim, da ni službe, ki bi človeka pustila, če resno dela, nepoškodovanega, da pride v pokoj zdrav in mehek in da nima neokvar recimo karpalnega kanala, vratnih vretenc, nekoga, ki dviguje drugih stvari, drugih struktur, ženske, ki delajo v gostinstvu ali pa moški, krčne žile, pač ni, ker mi smo kot avtomobili. In zdaj, avto, ki bo vozil, ne vem, po nekem makadamu, bo en sistem preokvaril, tisti, ki bo vozil po mestu, pa bo samo gas, bremza druge, tako da dela si utvare, da bomo večno živeli in vsi lepi in vsi krasni, večno mladi in nedotaknjeni je neumno, ne? Tako, resnično. Ja, ne, upiranje v bistvu nekemu minevanju samo po sebi izjemno spet stresno. Velikrat se v bistvu ljudje zaciklamo v to, da ti boj proti temu stresu zaradi napačnih metod stres poveča. Jaz mislim, da so sploh ženske na udaru, kar bi hotele biti. Zdaj, jaz resnično, ko gledam te zmaske, ne, hollywoodske, resnično si rečem, da nekaj ni v redu s temi ljudmi. Ker pač ženske se staramo in prav mit je zdaj, ne, ženske moramo biti mlade in lepe in suhe in ta tekma, to kaj vse ene vložijo, kaj si vse na obraz zmečejo vsako jutro, to verjetno traja 2 uri, dokler si naredi cel tretma za nek rezultat, ki se meri mogoče v parih procentih. Mislim, resnično nepotrebno. Ne? Pa ne, da si želim... Če greš še dol, grejo še na plastične operacije in mislim, vse to so tudi motnje. Ne? Pri ženskah je mogoče to, pri moških je pa ena stvar, ki se imenuje bigoreksija, to je prav nov termin, bil narejen za ob anoreksiji. Bigoreksija je ta obsedenost z mišičastim telesom. Prav motnja, ne? To kot anoreksična ženska recimo pogleda se v ogledalo in se zdi sebi debela, bo ta bodybuilder se pogledal in si bo videl, kako je suh pa brez mišic in to je pol ta steroidni nekako obsedenost s tem in jaz, samo jaz fitness, kako bom jaz. Ne? In to so lahko tudi kar hude bolezni. No. To mi je pa tudi všeč, recimo. Ne. Bolj proti koncu knjige začneš malo pisati tudi o forenzični psihologiji. Jaz sem imel na podcastu gostjo, med drugim Nušo Crnković, bom dal tudi spodaj link do tega pogovora, ki je po izobrazbi forenzična psihologinja, tudi delala prakso v Mariboru, pa tudi v eni tej bolnici v Angliji. In tisto zelo lepo opisuješ zelo lepo med drugim paranoidno shizofrenijo, za katero si še vedno ljudje velikrat predstavljajo, da so to te več osebnosti, ki je druga bolezen. Ne? Ta sindrom večjih osebnosti, ko Hollywood velikrat pokaže, da si en in potem si čist drug in potem si spet prvi. In, ne? To je čist druga bolezen kot ta paranoidna shizofrenija in se mi zdi, da zelo lepo tudi pišeš o tem, kako te ljudje, kakšni grozna stigma je še vedno okrog tega. Ja. In koliko škode lahko recimo ti narediš, če delaš intervju frontalno, a ne namesto, da ga snemaš od zadaj, anonimiziraš in tako naprej. Slovenska družba je zelo obsojajoča. Jaz ne vem, kako druge družbe funkcionirajo, ampak je zanimivo. Ne? Če vemo, da nekdo ful krade, pa je nek direktor, pa počne lahko tudi se druži, počne čudne stvari, v redu. Dokler je on doma, dokler vozi tistega svojega, ne, da ne bom imenovala znamka avtomobilov, no, tisto svojo mašino, dokler vse štima, dokler 2-krat na leto naredi piknik za sosede, je v redu. Čeprav si vejo, da je nepošten, da golfa, da je lahko tudi pač, ne vem, ženi nezvest, skratka, da je en lopov. Ne. Ko se pa ti pojaviš, ali v zaporu, ali v neke psihiatrične ustanovi, si nekaj naredil, ti dobiš štempelj, na sredi čela ga dobiš in ti si zaznamovan za vedno. Ne. In tega jaz pač ne morem razumeti. S tem, da če mene vprašaš, ni normalnega človeka. Jaz nisem normalna. Jaz mislim, da vsak človek ima na spektru nekih osebnostnih motenj, nekih
Jaz mislim, da ni čisto funkcionalne družine. Vsaka ima, bistvo je samo v tem, kako se uravnavaš, ne? Kako skušaš tiste pomanjkljivosti, ki jih imaš, uravnavati in nekako skušati omiliti vse skupaj. Ampak ko pa za nekoga zvemo, ta je bil pa recimo v psihiatrični bolnišnici ali pa ta je bil na zdravljenju, ta je, ne vem, imel težave z mamili, ta je imel to je pa značka in to bo za zmeraj tako. In ti ljudje dejansko, kar se mi je zgodilo v življenju kaj slabega, recimo, ne, ta fant, ki ga opisujem, 2 imam, ne, zlasti ta drugi, prvi je več let uporabljen, zlorabljal droge in je dejansko tudi ne živi zdaj zunaj, ta druga živi zunaj. To je čisto normalen, lušen dečko, visok, ne? Ampak in on sprejema svojo bolezen, on je zelo kritičen do tega, ampak je rekel, če se jaz pokažem, tle bo pogrom, pa ne sem name, na celo familijo, to je tisti, s prstom bojo kazali, tako da tu smo zelo nezreli, ne? In istočasno ponavadi najbolj s prstom kažejo tisti, ki bi bili tudi potrebni kakšne ure psihoterapije, ampak ne, to tako je. Tukaj moram izkoristiti zdaj ta svoj kanal, ker sem vendar zdravnika, ne, ker si omenila tudi droge v povezavi z shizofrenijo, ker to je pa ena stvar, ki je ljudje ne vejo in jaz nisem tudi vedel, dokler nisem šel na medicinsko fakulteto, ne, ta trava in marihuana, ki se tako ekstremno zagovarja in prosi in legalizacija in to, ne, in tako. Kakšen ekstremno pomemben dejavnik tveganja je prav kajenje marihuane za razvoj psihoze, sploh če smo genetsko nagnjeni, recimo imamo že nekaj v družini, pa mogoče ne vemo, da imamo. Ne vemo, ja, to je to. Imamo neke genetske zapise, temu se pa reče epigenetika, vpliv zunanjosti. Kajenje trave značilno izjemno poveča tveganje za te hude psihoze in kot ti enkrat srečaš človeka s shizofrenijo, službeno, kot sva ga midva recimo oba, to je res, to je izjemno težka, huda bolezen, ki razširi tu kot vse te hude bolezni od raka do demence, na svojce, na okolje, na funkcioniranje v družbi. Daleč od tega, da ratejo vsi kriminalci, ti si opisal 2 kar taka resna zapleta, ne, tudi te bolezni, sploh ni treba, ne, to so ljudje so kdaj samo umaknjeni, ampak ne morejo funkcionirati in res, mislim, ni uredno, pač se to lahko vsak zase oceni, ne, zdaj ta legalizacija gor dol, mene so za neke izjave ob tem zakonu spraševali, kaj naj točno povem, ne, mislim, nekaj je zdaj medicinska raba, pa tudi tam ne vem točno, kje se uporablja pri kakšnih paliativnih bolečinah, ampak kar hočem reči, vsak naj se odloči, ampak naj se zaveda, kako izjemno škodo si lahko, pa ravno kje je vrh pojava shizofrenije, tam 16 do 20, 22 let starosti, kjer ljudje... Ti moraš vedeti, da na forenziki, jaz imam 20 knjiga, ne? Ampak dejansko je velik del ljudi, ki so tam pristali, ki so zakrivili kazniva dejanja, je začelo s travo. Ne? In v bistvu predstojnik enote za forenzično psihiatrijo, to je dr. Pustoslemšek, on dejansko apelira in poziva, naj se ljudje pozanimajo, kar podcenjujejo to. Moramo pa vedeti, da danes travo začnejo kaditi tam pri 13-14. In so primeri, ko so toliko stari otroci, težko jim rečem, niti mladostniki, 13-14 let, že zakrivili hude kazniva dejanja. In problem pa je, ker so to nezrela bitja. Če se tebi bo začelo zdaj nekaj, da boš ti mene začel videvati le v barvah, pa da plešem ali nekaj, boš rekel, nekaj mogoče z mojim dojemanjem ni v redu. Ko je pa to mlada oseba, ne, oni nimajo razvitih teh, nimajo izkušenj, oni ne vejo tudi prepoznati, da je nekaj zelo narobe. Oni samo verjamejo tisto, kar se dogaja. In jaz sem zelo nasprotnik v bistvu te marihuaniziranega obdobja. Vse si bomo mazali, komolce, vse bolečine bo imenila, jaz imam fibromialgijo. Celo nek maser mi je enkrat rekel, kiropraktik je bil, kadiš travo, vse kaj ne, ja pa bi mogla, to bi hitro to zrihtala, vse bi jaz to travo zrihtala, resnično, tako kot si rekel, če si terminalni bolnik na katerem koli področju, jaz bi takrat tudi kamne jedla, heroin bi vzela vse, kar imaš, ne, in hočem reči, ne moramo pa za teh par, bom rekla, res ekstremnih primerov reči, to je dobro za vse. In še nekaj, vsa mamila in tudi alkohol, kaj se zgodi, ko vzameš, v bistvu te pasivizira, ne, tebe te stvari zadanejo, tako kot če bi jaz vzela 7 analgetikov zdaj, ne, bi bila počena in bi bila tudi neaktivna, torej odvzame ti sposobnost nekega objektivnega doživljanja sebe, svoje okolice, torej ti v bistvu možgane ti papa ali ti jih uspava, in to ni dobro. Noben me bo prepričal, da je to dobro. Ne? Ja.
alkohol, ne, to je pa ena tema, ki pa jaz mislim, da se ne moramo dovolj o njej pogovarjati. In pa sem še prebral to tvojo knjigo in me je stisnilo v srcu, kako je to je povsod, še pri teh najbolj grozljivih nekih serijskih morilcih, nasilnih, ki ne moreš najti nekega sploh upravičila, ne. Ampak še tam, ko si ti, kar te bom še spraševal o tem tvojem pogumu, ko si se usedla z njimi, kakšnimi pa se pogovarjala, tako kot se zdaj midva, in še on reče, ja, sej, fotor je itak pil, pol je pil, pol sem jaz začel piti, pol je mama pila, pol smo pili, ampak to je tako vsak dan je, a veš, če primerjaš recimo s heroinom, ne. Redko kdo bo rekel tako, mimogrede vsak primer, ja, dej se prejšnji petek sem se pa zadev, pa dej se bom spet zadev. Bo ljudje kar tako malo, a si ti drugaraš, a veš, to pa je malo, ne. Če bo rekel travo, spet ne bo problem. Ti tle spet vsi, Ampak pri alkoholu je pa to tako samoumevno, je meni to tako grozljivo, strašljivo in koliko, zgovoril sem z eno super zdravnico par dni nazaj, mi je rekla, da ona ocenjuje, ne, to ni zdaj uradna statistika, ampak ona dela v CIM, to je največja intenziva interna, ne, največja intenziva kliničnega centra, oziroma internistična intenziva, je rekla, da po njeni oceni vsak drugi sprejem v to intenzivo je zaradi alkohola. Prav, vsak drugi, ali je nekdo se zaletel, stepel, padel, jetra, srce, karkoli, ampak pač zadaj je to. Kako je lahko tega, mislim, to, in a veš, vsaj na čike so napopali gnila pljuča v slike, a veš. Družba je prepita. Družba je dobesedno prepita in jaz sem ravno to postavila vprašanje, ne. Sicer jaz rada spijem kdaj kak kozarc piva, ampak ti povem, 2 deci spiješ, ne, jaz zelo hitro reagiram. Če bi še eno naročila, ker imam rada eno lager in časih izjemoma, drugo pivo te že zadane. Se pravi, kakšna majhna količina. Zdaj, ljudje smo različni, ne, ampak si rečem za odžejati, če bi bila na nekem kolesu, okej. Ko pa greš recimo v neko trgovino, so te alkoholi, prvič jih je milijon, sploh ne vem, koliko je to tovaren, ki to dela. To so tako privlačne embalaže, da bi si jih jaz vse kupila in nesla domov, kam jih je lepo gledati. To te dobesedno res premamite, da bi kar vzel, ne. In jaz mislim, da se v tem sploh ne govori več, ne slišim, ne. To se pravi, alkoholi, kar mi mislimo, to je spet nek stereotip. Alkoholik je, ne vem, tisti pijanček vaški, ki je ves z rdečim nosom, zabuhlim. Ne, ti imaš funkcionalne alkoholike na zelo visokih nivojih. Ne? Ja, tako. In pač vsaka stvar, ki se zgodi v družbi, je zraven alkohol. To je meni super knjiga od Šaleharja, Miha Šalehar, Notranji pir, točno to piše. Mi mislimo, to si je on napisal, kako si je on sam sebe razlagal, ne. Saj jaz hodim na kolo, pa prehtim marskoga, pa sem fit, pa delam, pa imam kariero, jaz ne morem biti alkoholik je on starček, ki leži na klopci. Ne, ampak koliko je tega zraven, kaj so vse posledice, ljudje mislijo jetra, to je sam vrh ledene gore in koliko rakov povzroča. Pa spet, to kot si ti rekla, jaz bom tudi rekel, da ne bo kdo mislil, jaz pač pijem alkohol in tudi sem že bil pijan in sem kdaj in mi paše. A veš, razumem to, da se odklopiš, da ti odplava glava, to kot si rekla, čutiš, da ti nekaj, a veš, ne. Ampak kako veliko je tega in kakšne posledice so in tista zgodba o tem pijanem vozniku, tudi iz tvoje knjige mi je grozljiva, ki so, mislim, To so tempirane bombe, ne? In ne veš, kje bo naredil škodo. Je pa še nekaj treba vedeti, ne? Danes se zelo pojavlja alkohol v kombinaciji z drogami. Alkohol, kokain, ne? In to je potem še večja municija. Pa ne samo to, to so ljudje, ki povzročajo škodo. Tudi če nobenega ne povozijo, tudi če nobenega ne ubijajo, taka oseba povzroča škodo v svojem okolju. Taka oseba dela škodo svojim potomcem, svojim partnerjem in naša družba potem pač postaja bolna družba. To ni okej. Ja. Je pa tako splošno sprejeto, da je to, ne. To je, ne, to. Mislim, ko sem prebral v bistvu praktično vsak, po moje prav vsak od teh morilcev in teh, ki si jih intervjujala in ki si šla malo zadaj, praktično po vsakem, po moje, je bil neka komponenta alkohola. In ko to prevereš, res misliš, a bi mogli mi to malo, to pa, veš, obsojamo to, kot si rekla prej, marsikaj, ne, obsojamo, je bil pa pri psihiatru, a veš, a bi mogli mi to pismo malo obsojati začeti?
Jaz mislim, da jaz mislim, da sem danes že, če rečeš, recimo, jaz sem absolutno proti vsem mamilam, tudi travi, me gledajo kot Marsovca, sem jaz čudna, ne? Ali pa tudi kajenje. Ja, ne vem, neka inkvizicija, ne vem kaj, ne? Jaz rečem, ne kadi, danes ogromno mladih kadi, ne? In jaz rečem, lej, no good, ni v redu. Rečem, ti si zavestno daješ v telo, tle gledamo, kje je kaj kancerogeno, ali pa ne v unizobni pasti so odkrile bilo nekaj, pol se pa zadevaš tle s cigareti, ko ima vse, kar je notri, je kancerogeno, rakotvorno. Vidiš, in meni je hecno to. Ne? Proti cigaretom se mi zdi, da imamo kot družba tako stališče, tudi nekako uradno, kot si zdaj rekla. Veš, kaj pa ti delaš, za brez veze si boš v niečo pločaš. Pri alkoholu pa pismo ne, pa tudi en drugmu, pa ne vem, pa si kupimo buteljko, pa gremo. Pa, Sam slovenska družba, zdaj poglej, koliko je vinarjev, ne, v Sloveniji. Jaz jih poznam nekaj dobrih in meni so vsi pijanci. In jaz sem imela, ne, resnično, meni človek, ki lahko pije zjutraj ob 7, ob 8, ob 9 in si kadarkoli se srečamo, natoči neko vino, jaz recimo vina ne maram in ne morejo razumeti, da jaz odklonim že to siljanje. Zdaj, jaz nimam težave z alkoholom, bi jo lahko imela, ampak jo nimam, ne? Lahko bi jo imela, zato ker tudi v moji familiji so bili ljudje, ki so bili alkoholiki in jaz se zavedam tega, da v bistvu vsak ima potencialno neko šibko točko. Ampak jaz sem bila v družbi za vinari, probi to vino, jaz ne maram vino, slabo mi dela, imam še gastritis, probi tega našega nisi. In že sam to siljenje, to nasilje, ne, je grozodejstvo in doživijo vsi ljudje, in doživijo tudi tisti, ki noče piti, ne, in je zelo malo tistega potem, da vzdrži. Tako da zdi se mi, da bi morali se zavedati, da tudi če en del gospodarstva slovenskega sloni na proizvajanju vina in piva in vsega skupaj, moramo imeti do tega res en pameten odnos, ne? In eno merilo, en meter, tako kot praviš ti. Ne? Zdaj, jaz tudi spijem kdaj kaj, ampak imam tu merilo, to ni vsak dan, to ni za vsako priliko, to ni vsak rojstni dan, to ni vsako novo leto, za letošnje novo leto. Bila sem s prijateljico, smo spili v 3 odraslih mali šampanjček, pa je pa zmanjkalo in bila polnoč in niso imeli nič in smo nazdravili z vodo. In to je bilo najbolj zabavno, nazdraviti je bila še hči moja, pa 2 sinova in je bilo simpatično. Kje piše, ne, da mora biti samo alkohol? Nikjer. To je res en fenomen, in to je stvar, ne, ker so te izdelki lahko kvalitetni in lahko pašejo ob večeri. To je nekak ta official packaging tudi, ne, vinarstva in vsega, in kar jaz čist podpiram. Mislim, zdaj se seliva, si bom gradil vinsko vitrino, a veš. Ja, nič narobe. Ampak, a veš, kdo bo pa zdaj, a veš, daš pa moč tega samoregulacije vsakmu posebej. In veš, da ljudje smo bolj, drugi manj kritični tudi do sebe. In tudi problem alkohola v stiskah, in jaz sem imel podcastov, zdaj mogoče se kdo že reče, zdaj spet o tem govorim, ampak imel sem z večjimi, dr. Onja Grad, v povezavi s samomorilnostjo, kakšen pomemben dejavnik je alkohol. Ja. Dr. Sanja Rozman, zasvojenost. Mislim, govoril sem o tem, že nakladam, ampak to se mi zdi, da to pač, če eno stvar dam v svet, je to, da ne gre za nekaj preprostega, pa nekaj nedolžnega v nobenem smislu. Tu smo jetra, tudi če jeter ni, recimo, da imamo neuničljiva jetra, še vedno. Je tu, no, tu bi mogoče nekaj dodala čisto osebnega, ne? Kdaj ti vzameš alkohol, ne? Je zelo pomembno. Ali ga vzameš, ko si okej, ko nekaj praznuješ, ali ga vzameš, ko sem jaz ostala sama. Jaz sem pač zelo hitro ostala samohranilka, moja mlajša hči je imela takrat 5-6 mesecev, ta večja imela 2 leti, 2 leti, 3 mesece so narazen, skratka slaba 3 leta. Jaz sem padla zelo veliko stisko. In ti ne boš verjel, kaj sem jaz, bilo je zelo naporno, ko sem jaz zvečer dala otroke spat, ko prije tista ura, veš, kaj si rečeš, zdaj pa lahko spustim vse od sebe, ugani, kaj sem jaz zavohala vsak večer. Jaz sem vsak večer zavohala pivo. Jaz imam rada pivo. Jaz nimam alkohola doma, sploh ne. Razen, če naredim torto, imam tisti rum, ali pa če vem, da kdo pride, kupim, no. Jaz sem tako zavohala, jaz sem imela tisto okus piva že na jeziku, pa nisem pila, ker sem dojila, ampak zanimivo, kaj so moji možgani meni ponujali kot olajšanje. In če bi jaz en večer si odprla pivo, bi bilo večja verjetnost, da bom še enkrat, ker ponudi olajšanje in potem bi počasi šla not. Tako da naši možgani dejansko iščejo neke rešitve, včasih tudi čudne, ampak tu se moraš zoperstaviti.
Ne? In v neki stiski ni zauzet takrat. Alkohol, večina ljudi pa takrat ga vzame. Ne? To je važno. Ja. Se pravi, da vzameš iz nekega iskrenega veselja, ker mi je to všeč in imam zdaj čas, ne povezavi, ker tudi pol asociraš, a veš. Seveda, težava alkohol. In to je pol rešitev. Težav pa je na pretek, ne? Tako da. Ja. Veš, kaj mi je bilo zanimivo? Če se vrnem še enkrat na knjigo mal, naslov, ne, tako, ko prebereš Leglo zla, se mi je zdelo tako dramatično, a veš, tako leglo zla, ne, kot neka, nisem vedel, kaj si predstavljam. In zdaj ti bom dal izziv na to, kar si že parkrat rekla, kako ti je dobro raziskovati tudi črno kroniko, ker ljudje niso črno-beli, pa imajo neko zgodbo, pa ozadje, pa en je hkrati lahko to in tudi oče. In tudi. Ampak, ko sem pa bral tvojo knjigo, se mi je pa zdelo, da enostavno pri nekaterih je pa točno to, je pa neko zlo. Mislim, nisem si mogel drugače pojasniti tega dejanja, kot recimo, če se vrnem na Tekačevo, a ne, tega strela te družine v glavo, za mogoče pa imajo denar. A veš, in celo bolj črno-belo, kot spet, če dam paralelo fikciji, kjer je zanimiv junak tist, ki ima ful plasti, ne, kot Igra prestolov, recimo, ne, noben ni samo dober, samo slab. Tukaj sem pa začutil neko zlo, pa misliš, da tu vseeno obstaja neka večplastnost. Ja, jaz si bom povedala, zakaj naslov. Naslov ni mišljen, da je grozljiv ali pa da straši ali da šokira, ne, ker je nekako na meji. Leglo je, jaz imam zelo rada živali. Nažalost, tik preden je izšla knjiga, je pač na meni Mucek umrl, 12 let smo ga imeli in nažalost je potem, ko je bila knjiga izdana, nam zdaj 1. januarja še psička, 14-letna, pač isto umrla, ker nam so bile živali, tako družinski člani, tudi nadomestni manjkajoči člani. No. In leglo je nekaj lepega. Ne? Leglo vedno prinese nekaj lepega, neko novo življenje, v simboliki je leglo tudi pač se lahko uporablja za ljudi. Ne? Zlo je pa nekaj slabega, ne? Se pravi, kar namerno počnemo, ne? Nekaj, kar ni fajn. Jaz ti bom rekla, težko odgovorim, a so tisti, ki so morili v Tekačevem, ki so se pravi ustrelili tudi 17-letno punca, ki se je učila na tisti kolen kišti. Jaz bi mogla te ljudi srečati. Jaz bi mogla njihovo zgodbo slišati. A veš, ne bom brala nobenega. Kaj pa, če taka je ustrelil, ne? Ma doma recimo nekoga, ki nujno rabi denar na jugu. Jaz sem nedavno snemala enega fanta, mlad moški, 30 let, zame so zdaj to fanti, ker imam jaz 52, ki je zapadel v mamila in je rekel, da je v bistvu hotel priti do denarja tudi na način, da je oropal lekarno. Jaz, kaj pa lekarno? Ne? Ker jaz razumem, da ne, ropaš domove, da dobiš denar, pa zlatnino preprodaš, kaj pa lekarna? Naročen rop, nekdo iz držav bivše Jugoslavije, ga je pač najel, da ukrade zdravila za hepatitis C. Ker v Sloveniji mi to dobimo vse brezplačno, v drugih državah pa ne. Hepatitis C okužba, boš pač ti povedal, je pač stvar, ki te lahko vodi v smrt in je zelo, ne. Skratka, on je dobil denar, da to izpelje. Zakaj ti pravim? Mi ne vemo, kaj je bilo v Tekačevem, kakšna je bila motivacija teh ljudi. Lahko je bil samo denar, lahko je bilo še kaj ozadje. Tu, če je bil samo denar, lahko je ta oseba rasla v neki totalno nasilni, nefunkcionalni družini. Konec lahko je šizofrenik tudi, ne? Tudi. Ne veš. Tudi. In mi ne vemo, ne? Tako da jaz verjamem, da človek se ne rodi zloben. Ti imaš otroke, jaz imam otroke, videla sem nešteto drugih, ti tudi. Ne, tisto malo bitje ni zlobno. Lahko je nekje na spektru, da ima neko posebnost. Zdaj, tako kot imaš lahko nekoga, ki pač je oseba, ki je na avtističnem spektru, ne? Lahko je karkoli, lahko je vrhunski glasbenik, lahko je tudi psihopat, lahko ima tudi neko močno osebnostno motnjo. Ampak to ni enačaj, jaz bom morilec. Ne? Bom poseben. Če bom rasel v družini, ki bo imela razumevanje za te moje posebnosti in me bo fajn usmerjala in obračala takrat, ko bojo ti ekstremi špricali, bom lahko celo v redu uspešen človek, bom bratil nek pianist ali pa tenisač ali pa bom delal računalniške programe, karkoli. Tako da ne, jaz ne verjamem, da so ljudje samo slabi ali samo dobri. Veš kaj, super odgovor in kaj mi gre meni kdaj na živce, ne? Ker ljudje se kar naenkrat spravijo, da se bomo pogovarjali o tem,
kako smo bili včasih, bolj desci, pa to, pa kva je zdaj to neka, vsi so neki depresivni izgoreli, pa otroke se vzgaja tako v rokavičkah, pa se nič več ne udar, pa nič več ne nahrul, pa veš, bomo same mevžice vzgojili, ne? A vidiš ljudje, pa to neki ljudje hoče, da bojo spole menjali, pa neki, a veš tako. Na neki kako zdaj vsi narobe delamo, ker smo nekako sočutni pa potrpežljivi tudi do otrok. In pol berem tvojo knjigo in beremo Silvo Plutu in si mislim pismo, a je boljš, da prije fotor dam, pa spije en liter vina, pa ga mal brcne tam malo, pa reče, svet je krut, kva zdaj tam malo, veš. Mislim, sej on ni imel problemov s tem, a je moški, a je ženska, on ni imel, ne. A je boljš, da pol ta človek, ne, ki ga seveda ne daješ spet, kot si rekla, izgovorov za njega ali pa za njegova dejanja, ampak ipak se ni rodil tak. Ne? Ja, mi ne moramo zanikati, da je on doživljal hude oblike nasilja, ko je bil otrok. Tako, ja, in še nekaj, zdaj on je bil intelektualno manj sposoben. Ja. Lahko tudi zaradi tega, ker je oče bil že alkoholiziran. Ja. Pač, to je tudi posledica. Če pijemo, če imamo prepito družbo, pač tudi otroci naši bojo lahko nosili posledice samo zato, ker ali pa je mama kaj pila v času nosečnosti. In on pri 7 letih je že kazal znake, da ni vse v redu z njim. Starši niso reagirali. Zdaj jaz rečem, v tem primeru je družba soodgovorna za vse, kar se je zgodilo, ker njemu se ni utrgalo, ko je imel 22. On je že prej kazal, da ima težave, doma ni bilo v redu, zdaj lahko so tudi sosedi videli, slišali, pa se obrnemo stran, ne rečemo, nič ni naša stvar. In zato jaz to ne maram in sem alergičen na to pritoževanje nad pozornostjo družbe kot institucij staršev, zakaj pa ima zdaj toliko ljudi neke te posebne pogoje v šoli, a veš, za posebne potrebe. In pol ljudje, ko smo bili mi mladi, ni bilo tega, zdaj so vsi toliko pokvarjeni. Ne pokvarjeni, a veš, ti zdaj iščeš fragilne ljudi in jih podpiraš in mogoče bo nek fant se zjoku, pa bo imel stisko, pa bo rabo psihiatra, a veš, še dober. Mogoče bi pa pred 20 leti postal dobesedno serijski morilc od teh pritiskov, a veš. Jaz mislim, da je to zelo narobe. Naša družba spet, to se tolče, tako, ko bi bili pohujšane dolniše in florijanske. Dajmo čez vse tolče, vse je neumno. Ne, ni res. Zelo je prav, da smo kot družba senzibilni. Tako, na vsako posebnost. Ampak kaj manjka v tej družbi in pri določenih starših, in to je zelo spet na splošno težko govoriti, je, da so dosledni in da pač otroci vejo, kaj je prav in kaj je narobe, in da otroci vejo, kdo je starš. Ampak senzibilnost pa ker dosti, mogoče tudi kakšnih spolnih prestopnikov je bilo dobesedno ugašenih, na silo in pol, če ti ne smeš govoriti, če ne smeš izražati, tudi če si čuden, pa da ne smeš staršem povedati, da si čuden, ali pa da imaš čudne ideje, je to zadušeno. In pol lahko špricne ven takrat pod vplivom recimo ali hormonov odraščanja, ali pa neke droge, da si takrat daš duška, pa se ti pol zmeša, pa potem delaš res sprijene zavržene stvari. Tako da jaz mislim, treba je poslušati, ker jaz mislim, da vsi ljudje smo tako zelo mehki znotraj sebe. Pol je pa samo vprašanje, koliko si boš naredil tega uklepa. Koliko ti je dopuščeno biti tisto, kar si, koliko starši razumejo, in to ni permisivna vzgoja. Da si ti nežen do svojih otrok. To ni permisija. Ne, sploh ne. Permisija je to, da otroci komandirajo, kdaj bo šli spat, kaj bojo jedli, kam se gre na izlet, kaj bo po televiziji. To je permisija. Ampak, če imaš rad svojega otroka in ga podpiraš v njegovi ranljivosti in mogoče kakšnih posebnostih, je to ljubezen. Pa to predvsem, da on ve, da je pri tebi varen. Ja, da to ni je ljubezen. Kričanja, da ni agresija. To. In ljubezen, če mene vprašaš, kaj je tisto, kar te kriminalci res nimajo, ti bom jaz rekla, niso imeli ljubezni, niso imeli dovolj ljubezni, niso bili ljubljeni na način, kot so oni potrebovali. Ker kdo bi svojega življenja naredil nekaj tako groznega, da drugega ubiješ in da greš za 30 let v zapor. Nekdo, ki se ima rad, tega ne bo nikoli naredil. Torej, on tudi sebe namara. Če si ti sposoben nekomu vzeti življenje, pomeni, da ti življenje ni vrednota, ampak potem ti tudi tvoje lastno življenje ni vrednota. Ne ceniš tega niti pri sebi in greš, rekla, v tisto celico za 30 let. Tako da to ljubezen moramo dati našim otrokom. So upravičeni do nje in je prav. Ja. Super povzetek tega, kar sem tudi varnega sporočila. Ena stvar, ki sem še moram reči, da zelo cenim pri tebi, odkar sem te preko knjige v resnici zelo spoznal, ker je tudi
nenavadno izpovedno napisana, kar me je malo presenetilo. Sem mislil, da bo to tudi bolj mene. samo ta kriminalka, to ono. Tudi veliko sem videl, koliko ene introspekcije ti je pisanje povleklo iz tebe, ne? In to je drugače značilno, kar marsikateri avtor in pisec pove, da je to neka vrsta terapija zase in da tudi te preseneti lastni stavki, te lahko malo presenetijo. Ni bilo mišljeno. Jaz, ko sem napisala strukturo za knjigo, sem napisala približno 10 zgodb, ker zgodb je bilo nešteto, ne? Ampak se moraš omejiti v knjigi, ne morem imeti 1500 strani, drugače noben ne bi niti vzel roke. Začne se dogajati. Ne? To je kot neko živo telo in ko luščiš zgodbe in luščiš druge, začneš tudi sebe luščiti. Ne? Zdelo se mi je pa zelo pomembno. Ne? Mi ne stigmatiziramo samo duševnih bolnikov ali pa recimo storilce kaznivih dejanj, ampak stigmatiziramo tudi žrtve kaznivih dejanj, tudi oškodovance. Ne hote se komu kaj zgodi in pa ljudje rečejo, je že tako se obnašala ali pa obnašal, je že to počel, že ni bil pazljiv, je že bila provokativno oblečena. Ne? Okay. In tu se mi je zdelo fair povedati, ne. Tudi meni so se zgodile slabe stvari in vsi mi smo v bistvu lahko na tapeti. Vsak od nas lahko postane potencialna žrtev. Ne? In to ni povezano s tem, da sem jaz ali slabši, ali bolj neumen, ali bolj drzno oblečen. Ne. Preprosto sem bil na napačnem kraju, v napačnem času in se v tisti situaciji nisem zavedal. Ne? Saj konec koncev človek, če nečesa nima v sebi, tudi ne pričakuje, da imajo drugi. Ti se lahko braniš za stvari, za katere veš, da obstajajo. Zato tudi pravim, da je knjiga dragocena. Meni je rekla ena mama, to bi jaz dala, pa ne da delam reklamo knjigam, ampak jaz bi to dala, da mladi preberejo v srednji šoli, da vejo. Da dobijo en uvid v stvari, kaj vse je potencialno nevarno za enega mladega človeka, danes še bolj. Ja, tudi zato, ker imaš te teme droge, alkohola, ki si ljudje ne predstavljajo. Mislim, to res, jaz bi tudi to dal, poleg tega je pa napisano na način, da jo mladi bi prebrali, ker ko daš mlademu človeku v roko nekaj, mora biti tudi malo berljivo pa napeto, ne? Kar veš, pomaga. Pa enostavno. Jaz v bistvu, se pravim, ni kompleksno pisana, ni tisto, da bereš 30 strani, pa ne veš, kjero ime. Jaz sem tudi storilce kaznivih dejanj anonimizirala, to pa ne, da bi ščitila samo njih. Ne? Konec koncev, jaz verjamem v resocializacijo. Jaz verjamem, da kdor želi, ko pride v naš zaporski sistem, ker zapor pri nas kazen ni samo to, da kaznuje. Mi nismo Amerika, hvala Bogu, ker je povratništvo 70%, ker jih samo zaprejo in pridejo van še hujši. Ne? Ker človek nekaj mora početi. Naš sistem je navajen na resocializacijo. To je sicer boleče za oškodovance, ker če ti nekdo nekoga ubije, je ni kazni. Jaz bi ga dala 1500-krat na giljotino vsak dan in ni dovolj. Razumeš? Ne? Jaz razumem pozicijo žrtve in oškodovancev in bi jaz isto razmišljala kot oni, ampak kot družba moramo razmišljati drugače. To je tako, jaz rečem, kot cepivo za COVID. Ne? Je imelo na posameznikih določene posledice, ampak družba mora razmišljati, kaj je v največje dobro družbe, celotne družbe, ne posameznika. Družbo sestavlja količina mnogih ljudi in tako je za zaporom, ampak hočem reči, da zdaj sem izgubila net, oprosti, vidiš, zdaj sem pa zaplavala, govorila sem o resocializaciji in o tem, da dejansko stigmatiziramo, zdaj sem se izgubila. To si rekla, se pravi, da žrtev morda ne bo tega sprejela, da mi hočemo tega, ki je njenega moža ubil, spraviti nazaj v družbo, je pa prav, da to delamo, na ta način si rekla. Ja. Se pravi, da so naši zapori usmerjeni v to, ne samo, da enega vržeš pa pozabiš, ampak da bo prišel. Da ga skušajo predelati. In tu pravim, da tu mi moramo kot družba, dokler nisi v neki aktivni vlogi, v nekem kazenskem procesu, moraš sprejemati te stvari in skušati razumeti. Nič nam ne pomaga, da mi zapremo nekoga 30 let. To je najdražje in tudi obsojenci, oni delajo. Večina njih dela 8 ur na dan, ne dobi plače, dobi tisto nagrado in pomeni, da si kupijo pač nekaj v tistih. Skratka, ti ljudje se vrnejo. Ti ljudje se bojo jutri vrnili domov. Tu, če je 30 let tudi mine. Tu, če je doživljenjska, zdaj imamo eno dosmrtno kazen izrečeno, ampak ko je dosmrtna kazen v Sloveniji, po 25 letih imaš možnost pogojnega odpusta. Pač pri nas to ne obstaja. Mi se moramo zavedati, ljudje se vračajo v družbo, pa ne samo to. Tudi, če so 30 let zaprti, imajo lahko stike s svojci. In zelo pomembno je, kako družba z njimi ravna, ker nekdo, ki je zaprt in ima doma 2 otroka,
tudi iz zapora na nek način lahko vzgajate dva otroka in če bo on traumatiziran in če bo družba zelo brutalna do njega, bo on to prenesel otrokom in bosta te dva otroka rasla za to zamirost, to jezo in obstaja verjetnost, da bosta v določenih okoliščinah ravnala podobno, kot je ravnal starš, ne? Ker mi imamo te vtise. Dostikrat v nekem afektu ravnamo z nekim avtomatskim pilotom, in to je tisto, kar smo si zapomnili, ko smo bili najmlajši, ko je bilo zunaj našega. Tako da nam mora biti v interesu, da razumemo, da so ti ljudje še vedno del naše družbe in kakšen človek bo prišel iz zapora, kaj mi želimo, kaj mu mi želimo povedati. Zdaj povem primer, ljudje se ne strinjajo dostikrat z mano, jaz se pravim, vsakim prispevkom dobim nove prijatelje, nove sovražnike, ampak pač to je cena, sprejmem jaz to. Recimo, da nekdo nekoga posili, zelo grozno kaznivo dejanje in ima dalekosežne posledice. Ampak kaj naredimo kot družba, kaj pa rečemo zdaj naj nekdo na silo posili njega, da vidi, kaj je naredil? Ker če bo nekdo posilil njega, on ne bo več v vlogi storilca, ki se mora popraviti, ampak bo žrtev. Ker bo doživel isto in ne bo več imel naloge popraviti sebe oziroma razumeti zavržnost in koliko je to dejanje narobe, ampak bo pozicija žrtve. Se pravi, če bi mi samo kaznovali ali pa ravnali zob za zob, bi bili enaki. In potem ne bi pričakovali obžalovanja in tega občutka, da skuša oseba ravnati drugače. Popraviti napake ne more, nobeno napako ne more. Jaz, če tebi razbijem mikrofon, se moram popraviti. Bo prišel nov mikrofon, se ti bomo pravičili, ampak kar je narejeno, mi ne moramo za nazaj popravljati, lahko pa za naprej. Ta rek je, oko za oko in ves svet bo slep. V resnici. In tukaj jaz sem veš, ko vzdraščaš, pa sem študiral medicino, sem imel dobrega prijatelja iz prava in sem imela velike te debate, o tem, kot sem prej Mina govorila, meni ni šlo skupaj, zakaj izločajo dokaze, če je jasno, da je kriv in tako. In on mi je takrat večkrat dopovedoval, tudi o teh kaznih pa to. Ni prav, da da sodbo tak, ki je najbolj čustven, ker tebi se kdaj zdi to, kot si rekla, to bi bilo fair, ne vem, mene je posilo, torej jaz bom zdaj povedal, kaj se z njim zgodi. Sodi ki je najbolj objektiven, pa mogoče se tebi zdi ne fair. Jaz sem tudi enkrat znoril, ko sem prebral, da je nek pijan človek ubil 2 mladi ženski na prehodu za pešce in je dobil, mislim, da 8 let, takrat je bilo to v novicah. In se mi je zdel tako, veš, kaj, dajmo 80 let, kakšnih 8 let. A veš, in ne razmišljaš ti nekaj objektivno v smislu te resocializacije človeka, ti razmišljaš, kako ga bomo uničili tega prasca. A veš, in to je narobe. Ti vse, to kot zdravnik, a veš, meni pripeljejo 2 poškodovanca, ta je tega skoraj ubil, ko ga je toliko pretepil, pa so pa njemu, ko so ga uklepali, so mu pa, ne vem, ga malo popraskali, pa rabta pomoč, a veš. Jaz, a veš, kako ti je, ne smeš soditi v resnici, ti moraš to obeh in pomagati, in če so mu preklicikali tle arterijo, pa je bolj oškodovan, boš mogel najprej temu in te bo med tem mogoče, ne vem, kaj vse nam govorijo, veš, mi imamo veliko tudi z drogami in alkoholom opravka na urgencah. Nisi ti tam, da se kregaš, nisi ti tam, da mu rečeš, kaj zdaj, boš še malo počakal zdaj, ko si bil nesramen doma. A veš, ne vtikaš, objektivno, to bo sodil nekdo drug. In tukaj je to važno, to je razvit svet, to je država, kjer hočemo živeti. Kaj je to še, bi te vprašal, pogum. To sem jaz bral, sem rekel, ti si zelo pogumna ženska. Mislim, že sam ti, itak dober, tam si v teh diskurzih, se vedno so te policisti blizu, pa verjetno v zaporih, tudi temu, ki se resocializira, ni v interesu, da te napade, ampak kakorkoli, večkrat napišeš, pa da ti je kdo rekel, ne vem, se vidimo zunaj, pa takrat, ko si snemala ene svojce, pa ti je rekel en sodelavc, to družino si upala, to pa se mi zdi tako pismo. Ne veš, Veš, iskreno ne veš. Ne veš in jaz skušam verjeti, da še vedno nisem nobenemu toliko stopila na čevelj, da ljudje razumejo, zakaj tudi so novinarji. Ne veš pa točno, kaj bi se dejansko lahko zgodilo. Tudi ko smo snemali z Morilci, recimo, vsi so bili pravosodni policisti, ampak niso bili čisto en meter stran. Si napisala, in to pri tistemu, kam je bilo najbolj straha. Zdaj pa tako, nekdo, ki je brutalno nasilen bil že do žensk, ki je brutalno posilil, ga imaš midva sva bila veliko bliže, kot sva midva zdaj, in je tako kljuvo vame in ne veš, kaj se lahko zgodi. To so ljudje, ko imajo ta svoj naval tega besa, so resnično pride neka nadmoč v njih.
Ne glede na to, tudi Silvo Plut, on je bil, tak ščinkovc je bil, ne? On ni bil močen moški, ampak ko se ti pa utrga, ne? Pa prideš v tisto, pa dobiš nenaravno moč. Tako da, ja, recimo, mogoče, ja, da je to res neke vrste pogum, ne? Ja, da gremo v te situacije, ampak pa čutiš adrenalin takrat najbrž, ko si v tem pogovoru, ali si v nekem flow, ne, kot ta nek čutiš športnike tudi jaz imam vedno isto pot, ne. Tudi, ko sem danes prišla k tebi. Jaz sem oseba, to mi težko verjamem, ampak sem zelo introvertirana. V prostem času asocialna. Jaz sem vedno vizualizirala že kot otrok, da bom šla nekam v visokogorje, bom zelo imam rada mleko pa sir in da bi jaz imela tam ovčke in delala sir in tako. Daleč od vsega, ker če si daleč od vsega, si tudi daleč od vsega slabega, ne? Ne samo. Tako da sem dosti zaprta oseba in vedno, ko gremo v neke nove situacije, čutim neko tesnobo. Zato je tudi nenavadno, da sem pristala v ta poklic, ali pa to zame terapija, ker moram vedno v nove situacije, da se ne zabubim kam. Tudi, ko sem prišla k tebi, čutim neko tesnobo. To ni strah, ampak malo tenzija pred nepoznanim, ne? Ko si malo gledam prostor, v redu, jaz se sprostim. Takrat sem čutila strah, ker veš, greš k serijskemu morilcu, ko veš, kaj je naredil. Ni enostavno in je bila napetost, ampak to je pa tisto novinarsko, veš, to je zgodba in veš, da boš dobil in slišal stvari, ki jih želiš, ker zanimajo vse, ker zanimajo tudi tebe in to premaga. Ne? Skušati razumeti, zakaj. Sej, a veš, na nek način sem si odgovorila, nisem dobila vseh odgovorov, sej on mi jih tudi ni vedel posredovati, ker ni imel takega upogleda sam vase, samo uvida, to so osebe, ki ne razmišljajo na ta način, ampak dobila sem ene informacije, ki so pomembne in mislim, da je pomembno jih tudi posredovati naprej. Tako da to me nese, ne? Se pravi, ta zgodba je pomembna, tu hočem priti malo globlje. Ne? Kako pa ob vsem tem, kako recimo se odklopiš, počivaš, razbremeniš? Jaz imam eno veliko srečo, da rada spim in tudi znam dosti spati in ko sem najbolj v stresu, ima moj organizem in to je res darilo, ne? Ker ljudje so pa včasih sem nespečna, izjemoma. Drugače pa moje telo in to so neki mehanizmi, mi pride na pomoč, da ko doživim res nek hudi stres ali neko bolečino, zaspim in grem spat. Ne? In to je res... To je pa najbolj direkten in lušen odgovor, ki sem ga kdaj dobil. Odkar sprašujem ljudi, kako počivaš, spim, pač res mi je fajn. To je res. Super, hvala ti za to. To imaš res srečo, ja? Res. Jaz to tudi spim. Ja, tako da to je ena stvar. Drugo, v bistvu dobro, zaradi operacije hrbta pa tega mojega stanja sem bila zdaj zadnjih par let telesno bistveno manj aktivna, rada se sprehajam, jaz živim v Ljubljani blizu Žal, kako zanimivo. Ja, ti si res filmski lik. Ampak je tam mir, takle parki okoli in se s hčirami zelo rade sprehajamo, skratka naredim tak krog, hoja. Drugače imam pa pol take bizarnosti. Ne? Zjutraj vstanem, jaz zgodaj vstajam in potem si skuham kavico, zelo rada imam kavo, belo kavo, pijem tisto kavo in pol grem seveda na ta Instagram, ne, to sem jih včeraj inštalirala, nisem tako pametna, ampak tam je en kup enih takih neumnih videov, kakšni bolj okorni ljudje, ki padejo po toboganih, se spotaknejo, dva se poročita, pa se zruši, pa padeta v vodo. Potem so hecni videi z živalmi, potem imam neko video, ki sem enkrat ene palčke gledala, ki so bili neki palčki heavy metalci, mislim, pretlikavci, no, ne vem kako, nočem grdo reči, ne. Ja, okay. Snemajo sami sebe, hčere so rekle, kaj te ni sram, mami, vsega pa oni sami sebe snemajo, oni delajo norce same sebe, jaz jim gledam in jim dajem pač denar, v bistvu jim delam dobro. Ampak ko enkrat ti gledaš eno stvar, ti pol stalno tisto pošilja, tako da dobivam zelo redno algoritme, pač tole, rada gledam tudi kakšne serije, ampak zanimivo, sproščam se z takimi butastimi filmi, ne? Gledam rada tudi resne, zanima me življenjske zgodbe, ne? Drugače pa ne maram dosti teh kriminalk, tu pa tam pogledam thriller, veš kaj, ko je po televiziji, ne? Ko je, če so neki, gledala sem še par zelo dobrih filmov, zelo dobrih, ampak je bilo to nasilje tako prikazano na tako realističen način, da je mene zabolelo. In jaz, ko so ti prizori, občutim drugače kot recimo nek poprečen gledalec. Zelo sem gledala, te Vikinge so bile popularne, ker je zelo oddaljeno prostoru in časa, ampak tudi, ko so se nabadali, jaz sem bolj stran pogledala. Dejansko to nasilje sem videla, pač v živo doživela, vem, kaj to pomeni in ne morem ga gledati na platnu.
Tako da sproščam se na take. Zelo rada imam druženje z otroci, z družino, s prijatelji. Veliko mi pomenijo, največ mi pomenijo odnosi. Tako da je to tisto, kar mene polni. Vidiš, jaz tudi ne moram gledati. Mislim, ne maram, nisem nikoli užival v medicinskih dramah, ampak tukaj pa iz drugega razloga, ker so premalo podobni temu, kar delam, ne preveč, tako kot pri tebi. Čeprav House je bil pa moj spodbuda, da sem šel v medicino, no, tako da vidiš, kaj delajo, kakšne dobre serije. Ja. Ena od spodbud. No. No fajn. Druženje z družino in to, mislim, da skrajen čas, da te odpustim nazaj tudi v to lepo aktivnost. Še enkrat sem, da spomnim vse, da tisti, ki komentirate tudi pod video, lahko zadanete podpisano knjigo, ki jo bo dala Mladinska knjiga od Sare. Tako da vabili, kdor pa ne zadanejo, pa kupite, kar je odlično. In če sem prav videl, je ravno v ponatisu. Tako je, se mi je zdelo, ko sem prelistal do konca, da je mala naklada za tako knjigo. Tako da super, čestitam. Hvala ti res. Upam, da še kaj napišeš tazga. No? Čeprav, se veš, da je težko. Ja, ne vem, rekla si, da imaš še veliko zgodb. Tako da, tako da zelo zanimivo. Ali pa kaj drugačnega. Jaz vsakega, ki piše, spodbujam, če ne drugače, zato, ker ima tudi, kot si rekla, neko terapevtsko sposobnost. Pišeš naprej? Pišem, jaz pišem v bistvu in dobim stvari tudi tako. No. To resnično je terapevtsko. Tako da napišem kdaj kaj, tako da so neki fajli, se sestavljajo. No, a bo to knjiga? Kaj? Ja, tako da hvala Mora ti. Biti. Res. Hvala še enkrat. Hvala vsem, ki ste poslušali. Pa imejte lep, krasen preostanek dneva.